Tako kot mnoga druga področja kulture in načina življenja ima tudi pustovanje svojevrstno podobo v dolini Rezije. Glavna sestavina rezijanskega pusta v vaseh Ravanca, Osojane in Bila so večerni plesi ob spremljavi domačih godcev, citiravcev, ki godejo na citiro in brunkolo. Zberejo se sredi vasi na trgu. V novejšem času imajo pustne plese tudi v gostinskih prostorih. Na pustno nedeljo posadijo godcem tudi nagačeno lutko z obilnim trebuhom, ki jo imenujejo babac, pust ali drumihič. Ob lutko postavijo večjo steklenico vina, iz katere se vsi pridno natakajo. Torej o plesu tudi pridno pijejo. Prvotno so lutko pusta baje naredili tako, da so mu v trebuh vtaknili sodec vina, pipa pa je bila pri hlačnem razporku. Poleg tega so imeli še eno lutko, in sicer pustovo nosečo ženo ali njegovega mladega sina. Dodatna lutka, naj je šlo za ženo ali sina, jim je pomagala uganjati najrazličnejše šaljive prizore, kar ob vinski motiviranosti seveda ni bilo težko. Glavni ceremonial poteka na pepelnični večer. Takrat priredijo sredi vasi šaljivo sodno razpravo. Pusta obdolžijo številnih napak, ki so seveda povezane z življenjem prebivalcem v preteklem letu. Očitajo mu, da so za voljo njega zapravljali čas in denar, da so si kvarili zdravje in tako naprej. Pust ima svojega zagovornika, ki poskuša tožnike prepričati, da so po pustovi zaslugi razmeroma dobro živeli, vendar mu to prepričevanje ne uspe. Pust mora narediti oporoko, nato ga obsodijo. Pogrebci si ga naložijo na ramena in v sprevodu, ki ga osvetljujejo z baklami, krenejo proti gričku nad vasjo. Tam pusta polijejo z bencinom in zažgejo z mislijo, da se bodo ob letu spet srečali. Sedaj pa poglejmo, kaj se je dogajalo v Sardiniji, ki sodi med najpomembnejše tradicionalne šemske destinacije v Evropi in ker imajo po mnenju maskologa dr. Aleša Gačnika slovenski kurenti svoje sorodnike. Obiskali smo Samogejo, ki leži v osrčju Sardinije, za katero je značilna še izrazita pastirska kultura. Na pustno soboto je bil v mesecu Samogejo v osrednji Sardiniji etnografsko obarvan karneval, na katerem so se predstavile tradicionalne maske z vseh koncev otoka. Osrednji lik so bili Mamocones, častilci Dioniza, odeti v kozje kožuhe. Njihovi nastopi so prikazovali arhaično dušo Sardinije, še danes tradicijo prežete pokrajine, kjer je prebivalstvo še vedno naklonjeno poganskim božanstvom, ki se kaže v čaščenju kulta Dioniza. Obiskovalci dogodka so preko pustnih šek in navad spoznali mite in legende iz časov prednikov. Sprevod s tradicionalnimi pustnimi liki Sardinije z Mamocones na čelu je potekal po mestnih ulicah. Skupino so sestavljali 3 liki. Mamocones, ki so na trupu nosili okrog 40 zvoncev, so spremljali Dioniza, Surcu je imel na glavi naglavno pokrivalo iz kozje glave ter je predstavljal tragičen lik. In tretji lik v skupini je bil Suo Madore, oblečen v dolg črn plašč, ki je žrtvoval Surca in po tej smrti se je Surcu znova rodil. Simbolika tega obreda je ponovno rojstvo narave. Vsi nastopajoči so se zbrali v dvorani na vrhu mesta, kjer so lahko opazovalci spremljali njihove priprave. Že sami postopki oblačenja v tradicionalne maske so bili za gledalce zanimivi. Nato so s svojimi nastopi prikazali čaščenje Dionizovega kulta. Po povorki so se vsi, tako obiskovalci kot nastopajoči, zbrali na trgu in začela sta se zabava in druženje. Pomešali so se mladi in stari ter različni sloji ljudi. Vsi so postali enakovredni. Ste imeli v teh pustnih dneh policisti več dela kot običajno? Policija je tudi letos obravnavala nekaj dogodkov povezanih z uporabo pustnih mask. Obravnavali smo kršitev javnega reda in miru v gostinskih lokalih, vožnjo z uporabo pustnih mask oziroma v neprimernih kostumih ter nekaj kaznivih dejanj. Previdnost je vsekakor potrebna vedno in povsod. Z ustreznim obnašanjem lahko veliko naredi že vsak posameznik sam. Zato policisti in policistke opozarjamo na previdnost pri odbiranju vrat stanovanja neznancev, pri dvigovanju denarja v bankomatih ter preprečevanju izdelkov v prodajalnah in ulicah. Prav tako opozarjamo voznike motornih vozil na prepoved uporabe mask, ki zaslužujejo njihovo zaznavanje in zmožnost obvladovanja vozila. Kakšen je pravzaprav pomen maskiranja? Prav verjetno je, da moramo nastanek mask in načinov šemljenja iskati v magičnih predstavah ljudi in v njihovem odnosu do vsega nezavednega.
Dediščina šemljenja kaže tudi na splet sestavin strahu in smeha. Namreč maskiranje znotraj obredov je bilo ponavadi povezano s strahom ali pa tudi grozo in na drugi strani nečem smešnim. Maskiranje je imelo v davni preteklosti namreč predvsem svojo magično funkcijo in je bilo povezano s praznovernimi predstavami ljudi, ki so verovali načeloma v neko moč magičnosti maske. Z masko si namreč spremenimo istovetnost in sicer v različni stopnjevalnosti, ki je na primer pri obrednem maskiranju popoln, saj maska spremeni nosilca v neko nadnaravno bitje in mu podeli tudi posebne lastnosti in moči. Naj bodo to demonske ali kakršnekoli že druge. Medtem ko pri neobrednih maskah je v večji meri izpostavljena njihova družbena funkcija. Maskirani se za določeni čas spremeni, lahko se obnaša drugače, kot mu to dovoljujejo norme, takrat, ko je brez maske. Maska torej razveljavlja družbene in moralne obveznosti oziroma postavlja take, kakršne si zamaskirani želi na nek način. V zgodovini je bilo šemljenje predvsem domena moških. Nosilci šemljenja so bile ponavadi najrazličnejše fantovske družbe, kasneje pa so se te stvari spremenile, tako da je šemljenje postala domena obeh spolov in tudi najrazličnejših skupin, v zadnjem času mogoče še največ otrok. Maskiranje torej žal ne odraža le pustne dediščine, ampak je postala priložnost za vse vrste vandalizma. Mislite, da bi bilo potrebno prepovedati maskiranje tudi za pusta, oziroma kaj torej storiti, da bo pust ostal pust? Stališča stroke se mi zdi smiselno podpirati etnološko zanimive pustne maske, ker se s tem ohranja kulturna dediščina. Upamo, da bo kulturni vidik pustovanja vedno močnejši in se nam ne bo treba bati mask, temveč jih bomo občudovali in se z njimi ali v njih zabavali in smejali. Pustni karneval na Ptuju je obiskala in ga za našo oddajo ocenila novinarka Tihana. Letošnja karnevalska povorka, ki predstavlja vrhunec tradicionalnega 48. kurentovanja, je bila ena najštevilčnejših doslej, saj se je po oceni organizatorjev ogledalo okoli 55 tisoč obiskovalcev. V povorki, ki je svoj obhod po ulicah Ptuja začela ob 14. uri, je sodelovalo kar 72 različnih skupin pustnih šem oziroma 2400 individualnih mask, med najštevilčnejšimi pa so bili tudi tokrat kurenti, saj jih je bilo preko 400. V povorki so letos sodelovali tudi številni osnovnošolci iz ptujskih in okoliških osnovnih šol, prav tako se je predstavilo tudi nekaj skupin mask iz sosednjih držav. Žirija, ki je ocenjevala izvirnost skupin v času pohoda ter njihovo predstavitev pred Ptujsko mestno hišo, je 13 najboljšim podelila posebne nagrade. Tekmovanje za najboljšo masko, ki je spodbudilo veliko ustvarjalnosti tako pri otrocih kot pri odraslih, je potekalo v naslednjih kategorijah. Najbolj domiselna, izvirnost ideje, najbolj doživeta, pristno uživeta obnašanje in najboljša skupinska maska. Po mnenju žirije so največjo izvirnost mask pokazali otroci iz vrtca, ki so bili skupaj z vzgojiteljicami oblečeni v 4-letne čase. Pa tudi sicer so ulice Ptuja zaživele s čarovnicami, bojevniki, Miki miškami, pikapolonicami, rožicami in celo kralji in kraljične, za katerimi so se skrivali razposajeni otroci, ki so poskrbeli za pustno rajanje in tekmovali, kdo poje več krofov. Organizatorjem gre vsa pohvala, saj jim je uspelo v dogajanje vključiti širok krog ljudi, ki so nastopili zelo izvirnimi maskami. Z letošnjim kurentovanjem se je še posebej izkazalo, da je to izvrstna priložnost za kreativno ustvarjanje in oblikovanje. Tudi program je bil zelo bogat in raznolik. Nekaj edinstvenih dogodkov pomeri vsakogar in veliko norčave zabave za vse. Najvišjo oceno si je letos prislužil Korantov skok. Ves pustni torek je torej minil v znamenju norčavosti in rajanja. Tako so na Ptuju že ob 12. uri zaprli urade, šole in mestne trgovine. Odprti so ostali le večji nakupovalni centri. V tem bi lahko Ptuj postal zgled tudi ostalim slovenskim mestom, saj takšna norčavost meščane poveže na prav poseben način. Na ptujski mestni občini so se tako vsi občinski veljaki in uradniki prepustili norčavemu vzdušju. Po dnevi so na svoj račun prišli predvsem otroci, proti večeru pa tudi odrasli, ki so se zabavali v karnevalski dvorani ter občudovali različne etnografske skupine in kurente.
Prav posebno doživetje pa je vrnitev oblasti, ki jo je letos točno polnoči ptujskemu županu vrnil letošnji princ karnevala Miran Urih Majer Cerkovški. Na tem svečanem in tradicionalnem dogodku so bili vsi dosedanji princi karnevala, župan pa si je vzel čas za kratek nagovor zbranim v karnevalski dvorani. Vsak, ki je bil v teh dneh na Ptuju, je za trenutek stopil v drugačen svet, ki so ga ustvarili Ptujčani. To so res ljudje, ki lahko še tako resno dušo prepričajo v pustne norčije. Vsaj enkrat na leto imamo dni, ko smo lahko manj resni in ko lahko postanemo nekdo drug, nam je zaupala vodja programa Kurentovanja 2008 Klavdija Petek. Takšno rajanje in zabavanje bi danes morala imeti prav vsa slovenska mesta, vključno z Ljubljano, je še dodala, preden je ograbila skupina kurentov. Letošnje kurentovanje je prineslo tudi velik zaslužek turističnim delavcem in je tako organizacijsko kot vsebinsko preseglo pričakovanja, zato si zasluži najvišjo oceno.